Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz sejma Agra, kjer v času sejemskega dogajanja tukaj v Gornji Radgoni pripravljamo različne oddaje, da boste nekako bolj izvedeli, kaj se tukaj v Gornji Radgoni na tem kmetijsko-živilskem sejmu v letu 2023 tudi dogaja. No, tokrat smo povabili pred naš mikrofon oziroma pred našo kamero pa direktorja Kmetijske zadruge Radgona, gospoda Danila Rihtariča, da nam kaj več pove o njihovi vlogi na tem sejmu. Gospod Rihtarič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vsem gledalcem in vabljeni tudi na naš razstavni prostor. Sicer Kmetijska zadruga Radgona kot domačin tukaj vrsto let sodeluje z Pomurskim sejmom in moram reči, da se radi tu predstavljamo, da lahko kmetje na naš razstavni prostor pridejo, se pogovorimo. Samo prodajne artikle pa tukaj ne vršimo. Bolj v tem smislu, da se predstavi kot zadruga in pa da lahko kmetje se pogovorijo z našimi odkovalci, z našimi sodelavci, ki so vsak dan seveda drugi ali iz prodaje ali pa tudi nabave živine, repromateriala. Je morda na letošnji Agri kakšna posebnost, ker te vemo, zadnje leto se bila turbulentna, predvsem zaradi teh kriz, korone in podobno, pa nekako je ta Agra v nekih normalnih okvirih? Jaz mislim, da ja, ker Agra predvsem pokaže novitete, ki se zgodijo na evropskem pa tudi svetovnem merilu in predvsem zdaj, ko prihajamo v obdobje čim več digitalizacije, Agra predstavlja tudi na tem segmentu kar precej in če gremo zdaj po sejmu, vidimo kar precej večina strojev, ki so že močno digitalizirane. Predvsem to pomeni, da kmetje lažje opravljajo delo, bolj strokovno, hitreje in pa bistveno bolj kvalitetno. Je pa res, da v teh letih, v tem letu, predvsem leto 2023, je bilo izjemno turbulentno leto, ker če vemo, lanske lete so cene izjemno naraščale, v letu 2023 pa cene padajo. Kar pa je največji problem, je problem s tem, da pa stroški, ki pa so v letu 2022 tudi močno narasli, niso padli za toliko, koliko padajo tudi produkte kmeta, ki proizvede koruzo, pšenico, mleko, goveje živine in tako naprej. To so žrtve globalizacije. Tako je. Zdaj, problem je na večjih segmentih. V letošnjem letu smo imeli vse tem dem radgonskem območju močna neurja. Toča je poškodovala ogromno posevkov. Moram reči, da samo v Apaški dolini je poškodovana skoraj več kot polovica Apaške doline in to v razmerju od 70 do 100%. Tudi vinogradi močno poškodovani, takšnih neurij, takšnih točk, takšnih škod, kot imamo letos, še ne pomnimo tukaj v Radgoni in bo močno zdesetkalo pridelke, kar pa seveda bo predstavljalo velike izzive na kmetijah, predvsem finančnih pokritij in tudi Kmetijska zadruga Radgona ima podjetje Kmetijstvo Črnci, katera je polovica podjetja z 800 hektarskimi površinami bilo močno poškodovane, ostala polovica je nekoliko manj poškodovana in bomo skušali našim kmetom tudi zagotoviti čim več krme, predvsem voluminozne, kajti predvsem na govedorejskih kmetijah bo izziv temu večji. Tudi kmetije, ki so imele zavarovanje, bodo seveda strani zavarovalnice normalno poplačane, ampak zagotoviti pa je potrebno surovino, ker zavarovalnica ne zagotovi koruze ali pa voluminozne krme, ampak je potrebno nekje zagotoviti. Tako da bomo se potrudili, da našim kmetom zagotovimo čim bolj kvalitetnega pridelka, kajti pridelki, ki so zdaj poškodovane po toči in neurju, so po večini izjemno nekvalitetne, bodo imeli velike vsebnosti toksinov in kot take vprašanje, če bodo primerne za krmo živine, kajti toksični pridelki so seveda imajo potem kmetije velike težave z plodnostjo, samo kvaliteto mleka in pa tudi priraščanju živali. Kaj pa recimo s to pšenico, ki je ostala nepožetna? Pri nas na radgonskem območju moram reči, da je zelo malo teh površin postalo nepožetih. Moram reči, da smo še v prejšnjem tednu sprejemali zadnje količine pšenice
ki so bile izjemno že vprašljive, določene smo celo morali zavrniti, ker je bil zrno že kaljivo. Zrno kaljivo je nekvalitetno in pa ima ogromno vsebnosti toksinov in kot tako je seveda neprimerno za prehrano ljudi, še manj pa tudi za živino. In zdaj večina je požetega, pridelki so bili bistveno manjše. Moram reči, da je Kmetijska zadruga Radgona sprejela 4200 ton pšenice, v lanskem letu je to bilo prek 5000 ton in je seveda pridelek nekaj 30% manjše. Tako da si je pa nekako pa so uspeli sedaj kmetje požeti vse ves pridelek, čeprav res nekje do 15. avgusta, kar še se nikoli ni zgodilo. Morda še vprašanje, na kak način se pa nekako kmetje naj lotijo tega soočanja s temi podnebnimi spremembami, ki dejansko so tukaj, ne? Ampak kaj lahko naredijo? Vemo, lani suša, letos poplave. To je verjetno največji izziv kmetijstva. Jaz vedno pravim, da kmet oziroma kmetijstvo je to podjetje brez strehe, ne? In je izjemno podvrženo vremenskim vplivom. Zdaj v lanskem letu smo imeli sušo, letošnje leto na urjo, ne vem, kaj še čaka lahko drugo leto, ne. Zdaj, ena pomoč je zavarovanje, ki nekako ublaži finančno tveganje na kmetije. Je pa res, da je v prihodnosti trebalo veliko razvoja, da probamo ublažiti predvsem točo. Zdaj to v poljedelstvu je zelo težko, v trajni nasadi je to malo lažje, morali bi predvsem investirati v protitočno zaščito mrež in pa zdaj nekaj tudi bi verjetno funkcionirala ta letalska zaščita, znanstveno dokazano to ni, ampak vseeno bi ta mogla biti boljša, ne. Je pa res, da te neurja, ki so bile zdaj zadnje, predvsem mi smo v Apaškem oziroma Radgonskem delu imeli 13.7. Tu je uničilo res ogromne površine in vprašanje tudi, če bi v tem smislu ta protiletalska zaščita tudi veljala, ne? Ker so te celice bile super celice, ki so zgodile. Jaz skoraj dvomim, da bi tudi letalska zaščita pomagala. Pričakuje nas jesenska setev. Ja. Bodo imeli kmetje dovolj semena, dovolj gnojil in vseh teh, bo tega dovolj na razpolago? Ja, jaz mislim, da gnojil predvsem oziroma semena bo dovolj, saj tudi Kmetijstvo Črnci kot podjetje hčerinske lasti Kmetijske zadruge Radgona je imelo nekje 30% vseh površin kot semenskih posevkov in je zagotovilo dovolj semena. Mislim, da so tudi druga podjetja zagotovila, tako da jaz mislim, da z semenom ne bo težav. Tudi z gnojili naj ne bi smelo biti težav, kajti surovine na svetovnih trgih so, kot vemo, od lanskega leta močno padle. Je pa res, da pa so po moji oceni še nerazumno visoke. Tudi gnojila imajo še po moji oceni previsoko vrednost, predvsem na vrednost, ki bodo objavljene cene koruz in pa drugih pridelkov, ki pa od lanskega leta bistveno nižje. In gnojila so sledila, ampak precej manjši mere. In finančna kalkulacija, da je letošnje leto bistveno slabša. In tu bo tudi precej veliki izziv na kmetijah, kako prebroditi to leto, da nekako vzdržimo. Jaz mislim, da kmetije, ki so smotrno ravnale, bodo to zdržale, bo pa res potrebno kar pri nekaterih se pogovoriti in najti kakšne druge možnosti, tudi bančne, da v tem letu nekako ta izziv prebroditi. Morda še za konec enega intervjuja, ena zelo pomembna poljščina je še na njivah, to je koruza. Kakšna so kaj pričakovanja z vidika žetve, pospravljene pridelka koruze za njive? Kakšne so pričakovanja, kakšen bo pridelek? Pridelek predvsem na področju, ko je močno bilo poškodovano, da je zelo slab, prešljiv, da je celo po kvaliteti, ali bomo sploh uporabljali to za žetev ali ne, ali da je celo bo potrebno določeno surovino odpeljati v bioelektrarno. Tisti posevki, ki pa niso poškodovane, pa ne pričakujemo rekordnih pridelkov zaradi tega, ker so bile padavine, tla so bile prepojene z vodo in nalivanje zrna in pa tudi opraševanje ni bilo takšno, kot bi moralo biti. Tako da
ne pričakujem rekordnih pridelkov, bojo verjetno tam, kjer ni bilo poškodb, potoči poprečne, ampak ceno pa pričakujemo nekje napram prejšnjih let, torej nekje, saj računamo nekje 200 evrov suha, kar pa je seveda, če pregledamo lansko leto, za 40-50% nižje kot je bilo lansko leto. In tu vidim največji izziv. Gospod Danilo Rihterič, direktor Kmetijske zadruge Radgona, hvala lepa za obisk našega studia in seveda hvala lepa za zanimivo debato. Hvala, tudi vam. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije AS, kjer za vas pripravljamo pester nabor oddaj o dogajanju na letošnji Agri. No, tokrat smo v naš studio, tukaj na sejmu Agra, povabili predsednika Kmetijske zadruge Radgona, gospoda Pečeka Sašota. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdrav ter vsem gledalkam in gledalcem. Pa morda prvo vprašanje, sejem Agra, pomen tega sejma za kmetijstvo ob reki Muri. Največji pomen je sigurno ta tradicija, ki tudi v kmetijskem sektorju je bitni faktor oziroma zelo pomembna še vedno v življenju. Sejem predstavlja kot vsako letno vse novosti, ki jih v kmetijstvu, v slovenskem in tudi evropskem, novitete in podobne zadeve. Predvsem je pa cilj vsega sejma, da mi kot lokalna zadruga, kot domačini se tukaj predstavimo in tudi predvsem naše člane ter vse stranke oziroma poslovne partnerje, da se srečamo, pogovorimo na kratko in vidimo, kam kaj nas poti vodijo. Ter tudi bitni pomen po mojega je za celotno slovensko kmetijstvo, da je to en pomemben, močen sejem, kateri je le neka točka na tej evropski karti in predstavlja našo državo ter naš način življenja. Nekako z velikimi črkami so letos zapisane podnebne spremembe. Nekako že lani z sušo, letos nažalost z poplavami pa z neurje. Pa morda, kje vi vidite tu to prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe, kajti nekako vedno je kmetijstvo tisto, ki je pri podnebnih spremembah prvo na udaru. Ja bi tudi dejal, da kaj se tiče prilagajanja spremembnim namenom in že tudi sistem proizvodnje ter načina tehnologije pridelave hrane je od vseh panog, ki jih poznamo na svetu, bilo kmetijstvo že najbolj omejeno oziroma najbolj se je prilagodilo že novim standardom, novim principom delovanja, to je prvo mnenje. Drugo mnenje je pa, da kot vemo, je to laboratorij na prostem oziroma proizvodnja na prostem, ki ima svoje meje. Sigurno so protitočne mreže, vzpostavitev spet teh starih odvodnjavanj, melioracijskih sistemov, neka prednost, ampak tiste popolne varnosti nikoli ne bo. Tehnološko se vsi trudijo vzpostaviti neko novo normalno proizvodnjo, ki bi bila varna, ampak so resursi in tudi finančna perspektiva zadeve zelo omejene. Zato, kaj se tiče protitočnih mrež, namakalnih sistemov, jaz sigurno mislim, da je prihodnost. Glede poplav, mogoče spet kako ureditev melioracije, seveda v smislu neškodovanja drugim. Kaj se pa tiče suš, pa sigurno namakalni sistemi, sicer tu moram priznati, da se pripravlja, jutri imamo tudi na sejmu za celotno Prekmurje perspektivo na namakanju, ki bi naj bila in tudi Evropska unija zelo financira to zadeve. In tudi moram vedeti, da to več ni sistem, kot so bili nekoč, sedaj je to digitalizirano in bistveno manj obremenjuje odvzem voda iz okolja in podobne stvari. Je pa eno, mogli bomo se stalno bolj prilagoditi tem razmeram, čeprav je res, kot zdaj zadnja neurja, ko so bile, ko prideš drugi dan na njivo in je vse uničeno. Sreče je, omogočeno so zavarovanja, ampak tudi vprašanje, kako dolgo bodo zavarovalnice te zadeve zdržale. Glede na to, da so ta neurja tudi nekako zelo prizadela ta radgonski del, kjer imate seveda tudi sedež vaše podjetje, vaša zadruga, pa morda kaj je cilj vaše zadruge v
tem letu, torej do konca leta? Kaj so tiste glavne aktivnosti, ki bi jih radi nekako Mi z dosegli? vodstvom smo že takoj 13. je bilo tisto prvo urje pri nas večjo. Smo se pogovarjali, kako speljati zadeve, da kmetom seveda, kot je vedno cilj, ker tudi marsikomu tudi omogočamo neko normalno proizvodnjo in pomagamo. Predvsem kot ta koroški del smo takoj določene prijatelje, ki imamo druge zadruge, tudi poklicali, če rabijo pomoč. Dogovorili smo se tudi, da ko bodo rabili, bodo povedali, bomo tudi pomagali. Predvsem pa je glaven cilj omogočiti normalno proizvodnjo našim lokalnim kmetom. Kot vsi vemo, nekateri imajo določene obveznosti, ki jih treba dalje brati, nekatere kmetije imajo poljščine, komplet, vse, kaj jih imajo 100% uničene. In nikomu ni cilj, da ta kmetija propadne, gre se tudi za večje kmetije. In sigurno bo naš cilj v mejah nekega normalnega oziroma mogočega, da tem kmetijam omogočimo neko normalno preživetje, saj tudi moje osebno mnenje je, da zato zadruge so tu, da pomagajo kmetom, seveda v razumni meri in meri mogočega. Gospod Peček, hvala lepo za obisk našega Hvala vam, studia. pa se vidimo spet drugo leto.